Dober dan. Že drugič v tem mesecu se javljam z plenarnega zasedanja v Strasbourgu. Najprej smo sprejeli predpise, ki prinašajo več varnosti bolnikom, ki uporabljajo razne medicinske pripomočke. Z novimi pravili se bomo uskladili načine njihove uporabe, vključno z medicinskimi napravami, s katerimi upravljajo teste nosečnic. Sicer je ta plenarka minila v znamenju napetih proračunskih soočanj med parlamentom in svetom. Kot najbrž že veste, ne moremo zapreti proračuna za leto 2013, ker manjka 3,9 milijarde evrov, saj svet, ki polni evropsko blagajno, ni izpolnil svoje naloge. Po drugi strani pa je parlament zavrnil predlog sveta, ki krči sredstva za rast in zaposlovanje v evropskem proračunu za leta 2014. Prav tako parlament še ni potrdil finančne perspektive 2014-2020. Tako smo se znašli v pad položaju. Vendar upamo, da se pri nas ne bo ponovila ameriška zgodba. Predsednik komisije Barroso je svaril poslance in svet, da se je treba okoli proračunskih dokumentov dogovoriti, sicer bodo ogroženi evropski projekti, ki se tako ali tako izvajajo v državah članicah. Najbolj oster kritik sveta je bil šef Evropske ljudske stranke Josef Daul, ki je dejal, da se morajo šefi vlad, pri čemer je mislil predvsem na britanskega, zavedati resnosti položaja. Medtem ko Levica hoče visoke proračunske izdatke, pa konzervativci opozarjajo, da Bruselj ne sme dodatno davčno obremeniti gospodarstva, ki je v globalnem merilu premalo konkurenčno. Spet je bil glasen tudi evroskeptik Farage, ki je dejal, da ljudje ne želijo ne evropske ustave, ne himne, ne njenih potnih listov. Skratka, predvolilni spopad je v polnem teku in nekateri računajo, da jih bo evroskepticizem na naslednjih evropskih volitvah ponesel v višave. Vendarle, umetnost evropskega delanja politike so kompromisi in verjamem, da se bo naša Evropska unija tudi tokrat izmazala iz težav. Proračunske težave številnih držav pa bi brez težav omilili, če bi bili bolj učinkoviti v boju zoper korupcijo, organiziran kriminal in pranje denarja. Nekaj 100 milijard evrov izgubi Evropa vsako leto zaradi davčnih goljufij. Na zasedanju smo sprejeli odlično poročilo za okrepitev boja proti korupciji in drugim tovrstnim pojavom. A poročilo Evropskega parlamenta prinaša tudi pomembno priporočilo državam članicam, da poskrbijo za učinkovite, odgovorne in uravnovešene kazensko-pravne sisteme, ki bodo zmožni zagotoviti tudi pravice obrambe v skladu z listino Evropske unije o temeljnih pravicah. To je še posebej relevantno za Slovenijo, ki se boja proti korupciji nemalokrat uporablja v politične namene. Je pa ta plenarka pokazala, da se bo morala Evropska unija končno soočiti tudi s problemom imigracijske politike. Že 15 let poskuša Evropska unija odgovoriti na tovrstne izzive. Pa tudi sedaj, sodeč po bledem nastopu pristojne komisarke v Evropskem parlamentu, nič ne kaže, da bo kmalu našla ustrezne odgovore. Zaključujem z dobro novico. Po 23 letih je Aung San Suu Kyi končno prevzela svojo nagrado Saharov. Dobila jo je za svoj boj za demokracijo in pravno državo v Burmi. Razlog, da jo je prijela šele sedaj, je ta, da je bila mnogo let v hišnem priporu. Z mislijo, da na koncu vselej zmagajo dobro, pravica in resnica, se vam zahvaljujem za pozornost in vas lepo pozdravljam.